brezžično polnjenje je način polnjenja akumulatorjev s prenosom elektromagnetne energije po zraku brez potrebe po uporabi nadležnih kablov. Takšna vrsta polnjenja je zaenkrat še v razvojnih fazah, saj je to tehnologijo potrebno izpopolniti in prebroditi še kar nekaj težav, preden se bo uveljavila kot zares uporabna v naših vsakdanjih življenjih. Ko pa se bo brezžično polnjenje dovolj razvilo, bo le-to odprlo vrata za mnoge nove izume in tehnologije, ki do sedaj zaradi omejitev klasičnega polnjenja z uporabo kablov niso bile izvedljive. Tehnologija brezžičnega polnjenja deluje po principu elektromagnetne indukcije. To je pojav, pri katerem nastane električna napetost v vodniku, ki se giblje v magnetnem polju tako, da smer vodnika ne sovpada s smerjo magnetnega polja, ali v električnem krogu, postavljenem v spremenljivem magnetnem polju. Pojav je matematično prvi opisal Michael Faraday, ki je ugotovil, da je inducirana napetost v zaključeni zanki premo sorazmerna hitrosti spreminjanja magnetnega pretoka skozi površino te zanke. Spoznanje je danes znano kot indukcijski zakon ali Faradayev zakon. Poleg Faradayevega zakona je za razumevanje indukcije pomembno tudi Lenzovo pravilo, ki razlaga predznak inducirane napetosti. Natančneje, to pravilo pravi, da se pri premikanju vodnika v magnetnem polju požene inducirana napetost po tokokrogu tako, da magnetna sila na inducirani tok nasprotuje zunanji sili. Indukcijski polnilci običajno uporabljajo indukcijsko tuljavo za ustvarjanje izmeničnega magnetnega polja znotraj polnilne postaje in drugo indukcijsko tuljavo v prenosni napravi, ki pobira moč od magnetnega polja in jo pretvori v električno moč, da napolni baterijo. Dve indukcijski tuljavi v bližini tvorita električni transformator. Večje razdalje med oddajnikom in sprejemnikom je možno doseči, ko induktivni sistem polnjenja uporablja resonančno induktivno povezavo. Run an electric current through a coil of copper wire, and the coil will produce a short-range magnetic field. Place a second coil within this field, and an electric current will flow through it. The magnetic field has transferred electrical power from one coil to the other. This principle is called induction, and it has been understood for more than a century. Induction is what charges a wireless electric toothbrush, for example, and it works well over extremely short distances. Pull the coils apart, and the power transfer ceases. It turns out that the trick to longer distance power transfer is the same principle an opera singer uses to shatter a wine glass from across the room. It's called resonance. For the opera singer, when the frequency of the sound wave matches the unique resonant frequency of a glass, the acoustic energy is converted to kinetic energy at the highest possible efficiency. The energy then builds inside the glass until it shatters. The coils that Witricity uses to transfer power wirelessly are magnetic resonators. First, a rapidly oscillating electric current is applied to a coil at its specific resonant frequency. This creates a magnetic field in the region around the coil. Tune a second coil to the same resonant frequency as the source, and it will couple, resonating anywhere within that region and converting the oscillating magnetic field into an electrical current within the second coil. This response is called highly coupled magnetic resonance, and it hasn't been done before. By attaching the second coil to a device, such as the battery of an electric car or a mobile phone, this current can be made to do useful work. The source can be either centimeters or meters away from the device being powered, and can deliver power through walls or around metal obstacles. The power can even be distributed across multiple devices at once. So by a simple trick of physics, power is transferred wirelessly. Odkritje elektromagnetne indukcije se pripisuje angleškemu znanstveniku Michaelu Faradayu, ki je leta 1831 z eksperimentom ugotovil, da se ob pravilnem premikanju vodnika skozi magnetno polje v vodniku inducira napetost. Leta 1891 pa je izumitelj Nikola Tesla postal prvi človek, ki mu je uspelo po zraku brez uporabe žic prenesti energijo v električne luči. Šele 100 let po njegovi uspešni demonstraciji so se na trgu začele pojavljati naprave, ki so za pridobivanje električne energije v akumulatorjih uporabljale brezžične metode napajanja. Enega izmed prvih produktov, ki se je posluževal te tehnologije, je leta 1991 predstavila znamka Oral-B,
ki je v trgu peljala električne zobne ščetke, ki so za napajanje uporabljale polnilne postaje, ki so delovale po principu indukcije. Čeprav se zaenkrat brezžično napajanje še ni izkazalo kot najbolj efektivno in uporabno, je na trgu možno zaznati kar veliko povpraševanje po takšni tehnologiji. Največ napredka pri razvoju brezžičnega polnjenja je mogoče zaznati na trgu pametnih telefonov. Po napredovanju zaslonov z visoko ločljivostjo, večjedrnim procesorjem ter izboljšanjem fotoaparatov je brezžično polnjenje očitno nov način, s katerim bodo proizvajalci telefonov pritegnili bodoče kupce. Nažalost pa zaenkrat proizvajalcem še ni uspelo izdelati efektivne brezžične polnilne postaje v pravem pomenu besede, saj je za napajanje potrebno napravo položiti neposredno na polnilno postajo, kar nam ne omogoča, da bi telefon na primer polnili medtem, ko se z njim sprehajamo po prostoru. Skupaj z vedno večjim povpraševanjem po električnih avtomobilih je opazno zaznati tudi razširjeno željo po izumih in vključitvah novih tehnologij v osebna vozila. Poleg aktivnega razvoja samovozečih avtomobilov si mnoga avtomobilistična podjetja prizadevajo, da bi jim njihova vozila na električni pogon uspelo napajati s tehnologijo brezžičnega polnjenja. Z uporabo takšne tehnologije se ne bi le znebili nadležnih kablov, temveč bi lahko omogočili polnjenje avtomobilov med samo vožnjo, kar bi električne avtomobile naredilo še bolj uporabne in za kupca privlačne. Poleg komercialne uporabe brezžičnega napajanja je uporabo te tehnologije mogoče zaslediti tudi v medicini in drugih pomembnih panogah, kjer žice povzročajo vsakodnevne težave in omejujejo naše zmožnosti razvoja. Z uporabo brezžičnega polnjenja se znebimo omejitev, ki jih imamo z uporabo kablov. Morda se z razvojem te tehnologije kmalu ne bomo več preobremenjevali z baterijami naših prenosnih aparatov, saj bo postopek postal avtomatiziran. Statistično je znano, da se pri pametnih telefonih najhitreje izrabi prav polnilni kabel, katerega kmalu ne bomo več potrebovali. Ker v naših prenosnih aparatih ne bo več potrebe po odprtinah za kablovje, bodo lahko ta lažje zaščitena pred vodo, prahom in drugimi nevšečnostmi. Brezžično napajanje omogoča napajanje skozi kožo, kar bo odstranilo potrebo po stiku vsadka z neko zunanjo napravo in tako zmanjšalo možnost okužbe pacienta. Največja pomanjkljivost induktivnega brezžičnega napajanja je zaenkrat slabša učinkovitost dovajanja energije in pa segrevanje baterij, ki se na ta način napajajo. Poleg relativno dragih cen brezžičnih polnilnih postaj in naprav, ki podpirajo to tehnologijo, je dražja tudi njihova poraba, saj induktivno napajanje zahteva pogonsko elektriko in tuljavo v napravi in polnilcu. Trenutne indukcijske polnilne postaje zahtevajo, da je naša naprava v neposrednem stiku s postajo, kar nam v času polnjenja našo napravo naredi še manj dostopno, kot če bi bila ta povezana na klasičen način napajanja s kablom. Qi je standard, ki je nastal za enotnejšo regulacijo trga indukcijskih polnilnih postaj za pametne telefone, ki so trenutno največji spodbudnik razvoja brezžičnega polnjenja. Natančneje se standard Qi nanaša na prenose induktivne električne energije na razdalji do 4 cm. Za svoje delovanje Qi sistemi uporabljajo ploščico oziroma polnilno postajo, ki služi kot oddajnik moči in združljiv sprejemnik v prenosni napravi. Polnilna postaja je priključena na vir električne energije in za oddajno ploskovno tuljavo generira magnetno polje. Slednji pa se v sprejemni tuljavi pametnega telefona inducira kot izmenjujoči tok, ki je po Faradayjevem zakonu o indukciji zmožen napajati baterijo naše naprave.